definicija družine in zakonske zveze. Vi veste, da je doslej zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerij govoril o zakonski zvezi kot skupnosti ženske in moškega in da je, kar je za nas bistveno, pomen zakonske zveze v zasnovanju družine. Torej, je doslej zakon, in to seveda ni bilo nikoli sporno, je že od leta 1276 v zakonu, tudi leta 2000, ko je bil zakon popravljan, se ta definicija ni spremenila. Mi vidimo v tej definiciji, da je pomen zakonske zveze v zasnovanju družine velik pomen in vrednost. Namreč mnoge stvari v državi temeljijo na tem pomenu. Lahko gremo kar po vrsti od zdravstvene skrbi, deklic, žena, ginekološko varstvo, dalje skrb za nosečnice, izredna skrb posvečena v našem zdravstvu za nosečnice, potem tudi porodniški dopust in podobno, obvezni pregledi takoj po rojstvu in podobno, skrb za biološki potencial naroda. In če tu vključim še tolikokrat napovedano državno skrb za mlade družine, kar zadeva stanovanjski problem in pa zaposlitev, velja to predvsem v skrbi za bodočo družino. Torej, gledanje v človeku nekaj več, kot pa je trenutno vidno, je pravzaprav osnova naše civilizacije in vrednostnega sistema, vrednostnega odnosa do posameznih biti, do posameznega življenja. Videti ne samo to, kar se trenutno vidi, ampak kar je skrito kot biološki potencial in se lahko razvije. Poglejte, samo v pedagogiji nihče ne osporava, kako je treba obravnavati recimo problematičnega najstnika, kjer vsi bijejo roke in kupujejo, ampak je treba v njem gledati to, kar se ne vidi, pa se lahko razvije ob primerni družbeni skrbi. Torej, ta odnos, gledati v zakonski zvezi ta potencial, to brisati iz naše zakonodaje, seveda iz temeljnega zakona o družini, se nam zdi zelo sporno in mi tega seveda ne moramo podpreti. To je za nas nesprejemljivo, pri tem seveda govorimo tudi, da ostane, in tako smo tudi amandmirali, da zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti ostane, se ga dopolni v vse mogoče smeri v korist partnerjem, ne pa tako, da bi zanemarjali korist otroka. Drugi del, ki sledi pravzaprav iz tega, je vprašanje posvojitev. Pravica do otroka ni ustavna pravica odraslega, da bi lahko šel recimo na upravno enoto in zahteval otroka. Pravica. Je pa pravica otroka biti posvojen v kar najboljše okolje. In mi smo glede tega zelo skeptični, prav na podlagi izkušenj, ki jih doživljamo zadnje čase. Doslej je socialna služba, ko je izbirala posvojitelje, poudarjam, izbirala posvojitelje, ne tako, da bi se nekdo kot kandidat za posvojitev javil, potem bi pa socialna služba iskala otroka. Ne. Bil je primer, ko je otroka najbolje, oziroma bi bilo najbolje, da je posvojen, potem se je začelo iskati posvojitelja. In pri izboru posvojitelja je
z nekaterimi socialnimi delavkami, izkušenimi, starejšimi smo se pogovarjali, vedno so gledali na to, v kako družino so dodelili otroka. To se pravi, to je bilo nekje samo po sebi umevno. Na podlagi razprav, ki so tekle in pa zagovarjanja vladnih stališč, se mi bojimo, da tega samoumevnega stališča ni več. In ko bo sodišče odločalo, se bojimo, da bo ta materinski čut pri teh socialnih delavkah izgubljen.